Olimpijada gluhih Tokio 2025. Tokrat z rekordno udeležbo preko 3000 športnic in športnikov iz 81 držav sveta, ki so se pomerili v 21 športnih panogah. Slovenijo je zastopalo 7 športnikov. Prav vsi so prikazali odlične nastope in izboljševali svoje osebne rekorde. Najboljša slovenska športnica na olimpijadi gluhih je postala Leja Glojnarič, ki je kar 3-krat v skoku v višino, teku na 100 metrov z ovirami ter mnogoboju, kljub poškodbi in bolezni, osvojila bronasta odličja. V skoku v višino in v mnogoboju se je takoj za njo na 4. mesto z več izboljšanimi osebnimi rekordi uvrstila Iris Breganski. Tadej Enci je na 400 metrov tekel odlično in se v močni konkurenci uvrstil v finale in osvojil 6. mesto. Izabela Mort je na svojem prvem velikem tekmovanju nabirala izkušnje in se v teku na 100 in 200 metrov uvrstila v polfinale in zasedla 10. mesto. Tudi za Viktorijo Horvat je bil to debi v maratonskem teku na velikih tekmovanjih. Kljub bolezni je otekla svoj osebni rekord in se uvrstila na 8. mesto. Še en debitant, najmlajši član slovenske reprezentance, Alessandro Ambrožič, je izboljšal več svojih osebnih rekordov ter se v disciplini 200 metrov hrbtno uvrstil na 5. mesto. Tenisaču Marinu Keglu je malo zmanjkalo do zmagovalnega odra in je igre v izredno močni konkurenci zaključil na 4. mestu. Takole pa je bilo, ko so se naši športniki vrnili nazaj domov. Glede na to, da sem poškodovana, pa da sem bila bolana na vse odmere boje, sem lahko ponosna na sebe in da sem do konca prišla. Sem zadovoljna, da je res 4. mesto, res je zadovoljna, da je dobro si bila rezultate, sem se potrudila. Res je, veselja sem, zadovoljna sem. Bilo je dobro, skoraj vse rezultate sem pa boljšal, enega sem poslabšal, ker mi je zdrsalo na štartu. Sem zelo zadovoljna z rezultati. Dokazala sem, da se vse da. Sem tudi naredila svoj osebni rekord, ampak sem bila nezadovoljna, ampak sem se potem sprijaznila na koncu, da sem bila potem na 8. mestu. Tako da sem vesela in grem naprej. Zelo velika tekma je bila, zelo zanimivo, pa zelo tako polno različnih občutkov. Tako najprej me je bilo malo strah, pa sem bila tudi tako navdušena, a nekaj pa še velika priložnost. Ekipa je ful podpirala in sem se ful dobro počutila ves čas, ko sem bila tam. Za njimi so zanimive, a tudi naporne preizkušnje. In kaj si bodo zdaj doma najprej privoščili? Ja, da grem domov jest, pa spat, pa se popraviti na šolo, pa spet s treningom začeti.